območju velikih kanadskih travnikov, kjer si je neki kmetovalec, daleč stran od ostale soseske, zgradil svoj dom. V tistem času je pogosto prihajalo do požarov, zlasti v času jeseni in zgodnje pomladi, ko je zeleno ravnico prekrila požgana rjavkasta trava. Kot zaščito so si tamkajšnji stanovalci splužili velike brazde, v katerih je trava zgorela, zato da se požar ne bi razširil na celotno posestvo. Nekega toplega pomladnega jutra je kmetovalec vstal in se odpravil ven na svoje delo, da bi nahranil živino. Vstopil je v hlev in nekaj mu je smrdelo. Bil je dim, zagotovo je bil dim, si je mislil. Stopil je ven in dim je bil že tako gost, da ko je pogledal gor v sonce, se je to zdelo tako veliko in namesto rumene rdeče barve. Vpregel je par konjev, napolnil nekaj sodov vode, vanjo dal nekaj sena in mokre trave, da bi se zaščitil, če bi se slučajno požar približal. Toda tisto noč vseeno ni mogel spati. Sredi noči je vstal in šel pogledat skozi okno in že je lahko videl igranje ognjenih plamenov v njegovi bližini. Ko se je zdanilo, je tudi ogenj bil že na njegovem posestvu. Iskre so se dvigali visoko v zrak in delci zagorele trave so švigali vse naokrog, kakor jih je veter nosil, in za sabo žigali nove površine. Ko je kmetovalec to videl, se je silno prestrašil. Z zabojem v eni roki in premočeno travo v drugi roki je začel pregledovati travo, seno, skedenj, hišo. Mislil si je, da ima ogenj preveliko moč. Ko je pogledal okoli sebe, se mu je zdelo, da nikoli ne bo pogasil tega požara. Toda spomnil se je, da tudi v tej situaciji se zanj bori njegov Bog. S to mislijo je nadaljeval z gašenjem ognja. Na tem posestvu pa je bil še nekdo, ki je zaznal to hudo pretečo nevarnost. To je bila mala rdeča kokoška. Ko je mala rdeča kokoška videla požar, se je tudi ona silno prestrašila. Poklicala je vse svoje otročičke piščančke, naj se pridejo skrit pod njene peruti. In vsi piščančki so eden preko drugega stekli k mamici in se skrili pod njene tople peruti. Bil pa je tukaj eden piščanček, ki svoje mame ni poslušal. Mislil je, da je njegova igra pomembnejša od nevarnosti. Zato je stekel daleč proč in nadaljeval z igro. Toda kaj hitro je bil obdan z plameni ognja. Ti so ga prekrili in tam je umrl. Čez čas je ogenj po celem posestvu prenehal. Toda kmetovalec se še naprej razgledoval, ali je kje morda še kakšen plamen, ki bi se lahko razpuhtel. Ni ga bilo. V daljavi je zagledal nek čuden kup, iz katerega se je kadilo. Razmišljal je, kaj bi to lahko bilo. Pomislil je, da je mogoče kakšen star plašč ali pa kakšen klobuk. Prihajal je vse bližje k temu kupu in vse bolj čudno mu je postajalo. Prišel je čisto blizu in ker je bilo še vse vroče, je brcnil v ta kup, ga odvalil in zastrmel je. Pod kupom so se skrivali majhni rumeni piščančki. Ti so čivkali drug preko drugega. Spoštljivo in z strahom v očeh je kmetovalec pogledal na stran, v kup, ki ga je brcnil stran, in spoznal, da je to bila njihova mama kokoška. Njihova mama kokoška, ki je voljno dala svoje življenje v tem požaru, zato da bi lahko njena majhna družinica preživela. Ob tem žalostnem prizoru si je snel klobuk in z sklonjeno glavo razmišljal,
kako se je on prvič zatekel pod zaščito Božjih peruti, kjer je prejel neskončno milost. Veste, milost je nekaj, kadar dobimo nekaj, česar si pravzaprav mi sami ne zaslužimo. To ga je spomnilo na rešitelja Jezusa in odrešeno ljudstvo nas. Spomnil se je, kako je Jezus na križu pretrpel smrt, zato da bi mi, ki nismo vredni tega, lahko imeli večno življenje, zato da bi lahko dalje živeli, kot ti majhni piščančki. V njegovih mislih so mu odzvanjale besede Jezusa, ki so zapisane v Svetem pismu. Jeruzalem, Jeruzalem, kolikokrat sem hotel zbrati vse tvoje otroke, kakor koklja piščeta pod svoje peruti, pa niste hoteli. Vedel je, da je smrt Jezusa na križu, ko so se nadenj dvigali ognjeni plameni pekla, saj je nosil vse grehe sveta, pomenila, da bo vsak fant ali dekle, vsak mož ali žena, ki bo priznal svoje grehe Jezusu in Jezusa sprejel za svojega odrešenika, zbežal tem ognjenim plamenom pekla in prejel odkupitev svojih grehov ter postal Božji otrok. Jezus je na križu umrl za tvoje in moje grehe.